smrdi, da je za znort. Dobro jutro. Evo, vstal sem, do 8 sem spal, sem le pozno prišel, mislim, sem okoli 1 prišel. Zdaj grem pa na zajtrk. Spal sem nekaj srednjega, moram reči, da tale postelja mi nikako ne odgovarja, trda je, ni ravna, tako da danes se bom jaz kar na tole preselil. Zdaj pa gremo počasi na zajtrk. To je pa danes veliko lepš videti, ki je lepa svetloba. Glejte, tamle mi že zajtrk pripravljajo. Drugače pa ja, lep hotel. Tole je moja soba, moje vrata. Tlele gor greš na teraso, to bomo šli pol gor pogledati. Zdaj gremo pa dol na zajtrk. Pol imam pa danes veliko dela, moram SIM kartico urediti. Rentakar si zrihtati, super, jajčka, dober bo. Tudi lepo tak v starinskem urejen prostor, tako da super. Evo, tole je naš šefe. Good morning. Morning, sir, good morning. Montiram prvi video iz potovanja, pa gre bolj počas, ker imam preslab računalnik. Sicer sem tik pred odhodom kupil novega, ampak sem rekel, pa da mi ga slučajno kje ne ukradejo, pa sem ta starega vzel in to gre zdaj izredno počas, melje in melje in melje in melje. Zdaj grem pa prvič iz hotela ven, se pravi, kaj je dan, da vidim, kako to izgleda, kaj je dan. Evo, takole, tole je naša ulica, tam en človek nekaj dela. Temu pravijo Medina, take ozke uličice. No, vidim, da nekega sonca ni ravno, ampak ni pa tudi slabo, tako da komaj čakam, da se grem tole sprehoditi. Zdajle sem na nekakšni glavni ulici, tako mi je rekel šef hotela. Zdaj jaz bom tukaj, moram nekje najdeti menjalnico, da dobim njihov denar, pa dobiti tole SIM kartico njihovo, da imam internet. Drugače je internet tukaj zelo slab, sicer sem to že prej prebral. V hotelu zdaj nalagam video, ki sem ga zjutraj zmontiral in to traja. To smo pa zdaj v eni ulici, ki je kar veliko restauracij. Mislim, ene 3 sem šumem. Ja, to se še kar nadaljuje. No, verjetno bom šel enkrat tukaj nekaj tacga jest. Da vidimo, kaj imajo. Tanžin, se pravi 3 evre. To je taka meni dobra zadeva, samo mora biti vegetarijanski. Kar težko se znajdeti po teh ulicah, čeprav imam Google, ampak glejte, to je na vse strani, zdaj pa ved kam iti. Prej so bile čist prazne, zdaj so čist polne. Glejte, kakšna gužva. Eni so ful tečni tukaj, si jih sploh znebiti ne moreš po teh ulicah, še posebej, če si blizu kakšne znamenitosti. To se ga ne more znebiti in moraš dostikrat obrniti, ker se nalima nate kot klop, ne. Ampak veste, to ni eden. To je na vsakih 10 metrov nekdo. Tukaj, zdaj me bo ta verjetno 2 čakala in se jih ne bo mogel znebiti. Ker sem že enkrat obrnil in pa me takoj drug najdu, ne, tako da
No. Zaenkrat še ne vidim nobenega. Po kakšnih uličicah hodim, pa se tlele znajti. Dvakrat se obrneš, pa pojma nimaš, v kateri smeri si. Sicer imam navigacijo, ampak ta navigacija za hojo čudno dela. Oziroma, ali jo pa jaz ne znam uporabljati, ker to se mi že od nekdaj dogaja. Zdaj pa ved, kam iti. Zavijte desno. Ja. Zdaj gremo pogledat fabriko, ki delajo te kože. Tegale možakarja sem tukaj dobil, da me pele sem, ker nisem sam nikakor mogel najdeti. Zdaj tole že ljudje nekaj tle delajo. Glih diši, ne, res. Res škoda, da ne morete to vohati. Se enkrat bo verjeten tudi tehnologija tudi to omogočala. Kakšnih 50-100 let tukaj neka reka teče. The big river, you have two area, Andalusian area, it's Karawian area, because Medina is very big city. You have 4 area, you have 14 out exit inside in Medina. Because the river have two part. Andalus monument, Andalus section is Karawian section. Now you find some the big tanneries. The first tannery is old Morocco. You have its capital with Leida. First its capital. After you see the big mosque, Andalus mosque. Hello. Takes you minutes. The tannery. Well, Yes. thank you. So mi tle meto dali, ne vem zakaj, zato da ne bom smrada vohal. Follow the gentleman. Hello, He welcome. bring with you out. You want to see the big tanneries. This is factories with like dark jacket, bags, We are slipper. from brother. Slovenija. Welcome this way. Thank you. Zdaj gremo gor. Upam, da bo sonce na pravi strani, da se bo kaj videlo. Zdaj to bo pol najbrž tudi sledilo, da še kaj kupim, pa ne vem kaj še vse. Običajno je to tako, no. Evo, človek ima ogromno prodajalno. Aha, zanimivo. Aha. Evo, gledajte, kako to izgleda. This is the most oldest tannery in the world. It's for the 11th century. All here is with natural products. Verjetno se strinjate z mano, da teli ljudje tlele dol nimajo lahkega dela. Tukaj strojijo kože, pravijo na naraven način, smrdi, da je za znort. Je pa to ena največja atrakcija turistična mesta Fez. Tako da Fez običajno ljudje poznajo po temle kraju tukaj. Zdaj sem šel na kavico, ker sem jo tu dobil. Pa sem rekel človeku, naj mi še meni prinese, da mogoče kasneje prišel jesti in lejte mi prinese brez cen, ne. To moje izkušnje so take, da je pol običajno zmeraj višja cena, kakor te malo cen. Zdaj, če si Nemec, verjetno še malo več plačaš kot Slovenc. Ne vem, ne bom sicer prej sodil, dokler ne bom v take izkušnje, ampak sem že dvakrat v Maroku bil, pa vem, da to zna biti problem. Zdaj sem pa prvoščil en naravni džus. Glejte, kako imajo pomarančene 70 centov, breskov 50, limonin 50 centov, potem imaš pa še tamle granatno jabolko pa 1 evro, tako da jaz bom granatnega, pa mi ga bo tale majster naredil.
zdaj tole za enega drugega dela. Tole mora biti sam zdravje, tako da se splača, pa lejte, koliko za 1 evro dobiš, vidite tle kozarc po temu majstru. Tole bo super. Ljudje, tudi sanje se vam ne, kako dober je tale sok, ki mi ga je naredil majster. To je iz granatnega jabolka. Neverjetno. Zdaj sem tudi tle za njegovim štantom sedim, pa takole malo ulico opazujem. Tamle na drug stran pa še vidim, pa človek prodaja neke sadeže. To je ono, ki se mi zdi, da iz kaktusa ali kako. Tako da bom šel pol še tistole probat, ker me to zanima. To sem enkrat pred 20 letom, se mi zdi, v Peruju probal. Zdaj pa že dolg cajt ne, pa imam čutek, da je ful dober, tako da naslednja postaja sem tam čez. Ampak bojim se, da pol ne bom nič lačen, pa ne mukam, pa ne bom šel nič jest, pa bi šel rad nekam, no. Zdaj grem pa še tole zadevo probat, sploh ne vem kaj je. Sem pa to že jedel enkrat, mislim, da v Peruju, oziroma mogoče je bilo malo drugače. Bomo probali. Evo, ena ta zadeva je 20 centov. Ja, se pravi 5 delnic 1 evro. Jaz to enega probal, da vidim, kako je. To izgleda, kar vzameš. Super okus, tak osvežujoč. Malo na hruško potegne. Zdaj sem se odločil, da grem še malo ven. Zdaj sem bil v hotelu, da sem video objavil, da sem si rezerviral rentakar za jutri, da sem še malo pogledal. Zdaj sem pa rekel, grem malo pogledat, kaj se po noč dogaja. Ura je zdajle okoli 7. Še kar veliko ljudi sem mislil, da ne bo nobenega, pa še kar je. Drugač grem tukaj sam po tej ulici gor pa dol, zato ker če se v teh ulicah zgubiš, si gotov. Jaz sem danes po teh ulicah že prehodil 10-15 km sigurno in delal kroge in tako naprej, tako da se sam držim gor dol, ker je res težko se znajde. Probal bom najdeti neko restauracijo, sem vsu, mogoče neki čist malo ga pojedel, ker nikako nisem lačen. Ni mi žal, da sem se šel tole sprehoditi, ker je ful velik ljudi še zunaj in je ful zanimivo. Čeprav nisem nekaj lačen, pa bi bilo mogoče boljš, da ne grem nič jesti, ker seveda tisti, ki me poznate, veste, da imam par kilc preveč, ampak bom šel sam zato, ker se bom rad usul na neki tacga, kakor vidite tukaj. Evo, da vidim, majster. We have tagine. Thank you. See you. Bye. You come. Yes. Evo, mojster vse razložil, vidite, tako da me zdaj ta prepričal, da ne grem sem, ker je ful lepo, ampak to ni to, to je unole tamle dol. Me je že strah, da bom jaz tu preveč vsega. Vidimo še kaj je tle, ful ljudi. Tudi tukaj imajo, vidite, neki rošti laufa. Hello. Fige bi mi pasale. Sam si pravim, bom šel jaz kaj hune majstru nekaj pojest. Neč, lejte, če so vam teli moji videi všeč, dejte se naročiti na moj kanal.
70% tistih, ki gleda moje videe, niso na moj kanal naročeni. Tako da, lejte, bom zelo hvaležen, če se boste naročili. Kliknite sem tisti naroči se, pa potem še zvonček, tako da boste obveščeni, ko imam nov video. Zdaj, lejte, bom vsak dan ga objavil, ko bom na potovanju in lejte, vam garantiram, da bodo zanimivi. Saj vidite, že tole, če gledate, je zanimivo, pa mislim, da najbolj zanimive stvari šele prihajajo. Kot sem že prej rekel, sem se odločil, da bom tukaj le nekaj pojedel. To je, lejte, tale lokal, ki je tukaj, ki sem ga že prej pokazal, ki me je ta zaposlen obgovoril. Tukaj je več lokalov, lejte, ampak je ta najbolj poln, kar je dober znak, ker če domačini hodijo jesti, pomeni, da je dober, pa pocen. Jaz sem naročil vegetarijanski tanžin. Tanžin je njihova tradicionalna jed. Boste videli, kakšna je, ki jo bojo prinesli. Pa pomarančen sok. Zdaj so mi pa prinesli že tele olive, pa kruh. Tako da bom kar malo na to navalil. Potem pa pride ta tanžin, bom pa še to pojedel. Bo glih prav za zdajle zvečer. Evo, pa je prišel moj tanžin. To je tradicionalna maroška jed. Jaz sem sicer naročil vegetarijanskega, se pravi, da ni mesa, ker mi meso ne odgovarja tukaj. Drugače tole mislim, da je še pokrito, sam me ni pokrito prinesel. To spečejo, skuhajo na ognju. Tako da tole bo fino, pa lejte, tudi pomarančen sok sem dobil, pa ambient je super, tako da komaj čakam, da tole probam. Moram pa paziti, da se ne bom spekel, ko vse je kar vroče. Tole je pa tako zelo dober, da vam ne morem povedati. Res okusno, da malo nižji dal, da boste videli. Res fantastično. Jaz bom najbrž zdaj sem to jedel, sicer imajo tudi kuskus tukaj, tradicionalno jed, ki jo bom tudi probal, ampak tole je pa res fenomenalno. Evo, pojedel sem, super je bilo, res je bilo dober. Zdaj bom počasi šel v sobo, ker moram še video zmontirati, ta od današnjega dne, pa ga moram dati pol uploadati na YouTube, ker se bo čist celo noč prenašal gor, pa še nisem prepričan, če se bo siguren do jutra naložil. Jutr pa grem na letališče, kjer prevzamem avto, ki sem ga rezerviral, in potem pa še, mislim, da imam še nekih 8 dni lepo po Maroku. Najprej bom šel dol na jug proti puščavi, tega se najbolj veselim. Sem rekel, najprej moram iti v puščavo, zato ker puščava je najbolj super in da ne bi slučajno zmanjkalo časa za to. No, kaj sem še tole vam moram povedati. Lejte, ne morem vam povedati, koliko se imam super. Lejte, tukaj lepo sem se usedel, res dober povečerjal, opazujem tukaj malo ljudi, mislim, ful je zanimivo, ful je drugačno, mislim, jaz imam res tak dober tak dober feeling, da težko povem. Seveda ni samo to, da se pač tukaj znajdeš, mora ti tudi to biti všeč, ne? Po mojem, da z mojih videov vidite, kako sem jaz na tem zadevam navdušen. Jaz tudi vsem vam, ki me tole gledate, vam prvoščem, da se vam take stvari dogajajo k meni. Zdaj, če pa pač nimate potovanja, če vam potovanja toliko ne pomenijo, rečemo k meni,
pa na kakršnem koli drugem področju, sej stvari, nad katerem je človek navdušen, pač jih je veliko, tako da sem prepričan, da imate tudi vi kakšno tako stvar. No, takole, ko jaz malo preveč začnem govoriti, začnem filozofirati, tako da bom kar nehal. Glejte, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, dajte se naročiti, kliknite tisti rdeč gumb, naročite se, pa zvonček, da dobite obvestilo, ko dam nov video gor. Glejte, če ste video do tukaj gledali, vam je zagotovo bil všeč, tako da se vam splača naročiti na moj kanal. Glejte, meni bo pa to res veliko pomenilo, zato ker mi res veliko pomeni, če gledate moje videe, zato ker to zelo rad snemam in seveda, če noben ne gleda, pol ni glih ta pravega veselja. Nič, zdaj pa grem počasi proti hotelu, pa se vidimo jutri.